Marko Zorovič je 1997 diplomiral pri profesorju Gustavu Gnamušu, leta 2000 pa končal magisterij pri Bojanu Gorencu, prav tako na Akademiji za likovno umetnost. Potem je postal asistent pri profesorju Kalašu. Ko se je ta zgodba zaključila, je v nekem trenutku bil v poziciji, da ga je pa življenje na nek način tako stisnilo, da je pač nekako zato, da bi preživel, moral delati kot komunalni delavec. In to se mi zdi, da ga je na nek način tako zaznamovalo, da je tudi močno vplivalo na njegovo slikarstvo, kar se pravzaprav po motivih vidi prav na tej razstavi. Poleg te osebne izkušnje, ki jo nosi v teh slikah, pa zraven ne moremo spregledati dejstva, da so vse te slike polne ene velike ljubezni, enega poznavanja, nekih referenc na zgodovino likovne umetnosti. V teh pozicijah teles najdemo Tintoretta, El Greca in mnoge druge avtorje, ki jih je Marko Zorovič natančno in dolgo let študiral. Ko so se pred dobrim letom z Markom Zorovičem začela pogovarjati o razstavi v galeriji Ekurna, so bile njegove slike tematsko nekako, oziroma, ali bi rekel prej stilno, zelo podobne nekako francoski romantiki Delacroixu. Horizont in pa perspektiva sta bila še vedno zelo jasni. Ozadje, navkljub temu, da je bilo nekoliko abstrahirano, je še vedno nekako postavljali zelo jasne pozicije in obrise. Proporci so nekako štimali. Vendar je v tem letu, ko se je pripravljal za razstavo, slikarsko Marko Zorovič naredil en velik korak naprej, to vsaj po mojem mnenju, in je iz narativnosti, ki je bila prej veliko bolj prisotna v njegovih delih, nekako stopil v dinamičnost in v dramatičnost v slikarskem izrazu. Zato morda naslov razstave Pobiralci smeti ni povsem točen za to razstavo, ker se na nek način še vedno naslanja na tisto njegovo slikarstvo pred enim letom, ko je bilo čutiti v njegovih slikah veliko podobnosti z italijanskim filmskim neorealizmom, kot so na primer Čistilci čevljev ali pa Tatovi koles. In od tle je prišlo tudi ta naslov Pobiralci smeti. Zadnja dela Marka Zoroviča nakazujejo neko povsem drugačno tendenco, slikarsko tendenco. Izlomljena perspektiva v zadnjih delih Marka Zoroviča deluje ekspresionistično in dramatično. Postavi nas v središče dogajanja, v trenutek, ko so napori največji in trud za končnim ciljem najbolj vprašljiv. Gledalec je pred sliko postavljen v situacijo, kot bi nas slikar hotel spodbuditi in nas s temi herojskimi momenti opomniti,
da se tudi sami zdramimo, prebudimo iz letargičnosti, vzamemo stvari v svoje roke. Nikoli v sliki ni samo en delavec in nikoli akterji na sliki ne gledajo v gledalca, ampak so 100% osredotočeni v medsebojni interakciji. Ta povezanost v skupnost jih dela močnejše in nevarnejše. Dokler so sami, individualni, ni nevarnosti. Ako ljudje ne dajo na prvo mesto svoje lastne interese, temveč stopijo skupaj za skupni cilj, se njihova moč potisočeri in postanejo sila, ki jo je težko obvladovati. V tem smislu so Zorovičova dela neke vrste sinonim za upor in za akcijo skupnosti. Kar je pomembno pri Zorovičovih delih, je format, ki ga on uporablja. Uporablja namreč dva formata slik. En je podolgovat in drug je skoraj kvadratni. Zdaj, oba formata sta izredno slikarska, s tem, da mogoče ta kvadrat, ki pravzaprav ni čisti kvadrat, Zorovič se še vedno naslanja na neko narativnost s tem, da pač horizontala je še vedno daljša od vertikale, ampak je v tej novi kompoziciji dosegel bistveno večjo dramatičnost, kakor pač v vodoravni kompoziciji slike. S tem, da se lahko spomnimo na primer iz zgodovine, kako je prav Grohar eno podobno stvar naredil z svojim Aceslom, ko ga je naslikal, je ugotovil, da je preveč veduten in ga je potem odrezal, da je pač dobil kvadrat in je s tem spremenil dinamiko pogleda v sliki. Mislim, da podobno učinkujejo tudi Zorovičeve kvadratna dela. Kar se mi zdi mogoče tudi izredno pomembno v teh zadnjih njegovih slikah je, kako je pravzaprav abstrahiral ozadje in da je postalo praktično kot neka modernistična slika, na katero potem v zlomljeni perspektivi položi te pozicije, delavce, te like, ki medsebojno sodelujejo in nas ne gledajo, ampak pravzaprav s tem ustvarjajo neko napetost, ki pri gledalcu povzroči, da ima občutek, da je v tem trenutku ravno zdaj pred tem dogajanjem, ki se pred njim odvija na sliki. To ni zaprta razstava in človek ima občutek, da se umetnik, da še ni našel svoje maksime, da ni prišel do svojih robov svojega ustvarjanja. In take razstave na nek način človeka vedno navdušujejo. Namreč najbolj, kako bi rekel, žalostno ali pa najbolj neprijetno je gledati umetnike, ki dosežejo neko svoj maksimum in potem ne najdejo več poti v nov razvoj pri lastnem ustvarjanju. In potem imajo samo dve možnosti, ali se zaprejo in pridejo v nek manierizem, kjer ponavljajo sami sebe in postajajo vedno slabši, ali pa se jim zgodi, da pač padejo v neko vrsto depresijo in spet ne ustvarjajo. Pri tej razstavi, pri Marku Zoroviču,
pa ima človek, gledalec, občutek, da je to neka platforma, iz katere lahko umetnik še dolgo ustvarja in še v različne smeri raziskuje. Ta razstava gotovo predstavlja Zorovića kot zanimivega in samosvojega ustvarjalca, ki ima veliko prostora za nadaljnje slikarske korake, če bo le imel dovolj priložnosti.